Pozdravljeni. Audi je uradno postal manjšinski lastnik pri ekipi Sauber. In sedaj smo priča ponovno paradoksalni situaciji na štartnem razporedu Formule 1. Poglejmo si skupaj zakaj. Verjetno sem marsikomu izmed vas šel pošteno na živce, ko sem ekipo Sauber pogostokrat imenoval s točnim imenom in govorim o Alfa Romeo F1 Team oziroma Alfa Romeo Racing, kot je bilo uradno ime v preteklosti. A to danes ima svoj smisel. Namreč sedaj lahko razumemo, da ekipa, ki jo poznamo pod imenom Sauber, v Formuli 1 je imela ime Alfa Romeo F1 Team, a še zdaleč ni bila Alfa Romeo. Namreč mnogi komentatorji so bili tako navdušeni, ko se je znova pojavila tista znana značka na štartnem razporedu Formule 1, da so skovali marsikatero zanimivo teorijo. Tudi to, da bo ekipa Sauber postala tovarniška ekipa Alfa Romeo. A v bistvu je šlo le za pokrovitelja, le za denar. Alfa Romeo kot konstruktor ni izdelal nič. Nič skupnega ni bilo med bolidi ekipe Sauber in tisto znamenito Alfo 158. Pravzaprav rdeča barva, štiriperesna deteljica, in tu se zadeve ustavi. Ampak, kot ste lepo razumeli, čisti marketing in tudi o tem smo govorili. A po drugi strani, seveda pri takratni skupini Fiata, so zapravili lepo priložnost in tudi o tem smo govorili. Namreč v preteklosti je Alfa Romeo tudi dobavljal motorje, v tem primeru ekipi Brabham. In tudi tu še pred tistimi spojitvami, ki so prinesle do skupine Stellantis, lahko na primer Ferrari pogonski sklop prodal Alfa Romeo, tu bi zamenjali samo ime in v Formuli 1 bi bili prisotni z drugačnim pomenom. A če se dobro spomnite, v preteklosti sem bil kritičen predvsem do ene, imenujemo jo zlorabe znaka Alfa Romeo. Namreč, če se dobro spomnite, je bil ta znak prisoten tudi na bolidih Scuderie Ferrari, kjer pravzaprav ni imel kaj iskati. Namreč, ko je Enzo Ferrari bil uspešen s svojo skuderijo v Formuli 1, so bili z ekipo Alfa Corse največji sovražniki. In tu bi se rad spomnil tistega stavka, ki ga je povedal Enzo Ferrari, ko je Cabezon González zmagal leta 1951 veliko nagrado Velike Britanije in tako začel neverjetni niz zmag za skuderijo v Formuli 1. Po eni strani je bil zadovoljen za to prvo zmago v Formuli 1, ampak po drugem je dejal, da se počuti tako, kot da bi izdal lastno mater. A to še ne pomeni, da Ferrari in Alfa Romeo so bili v Formuli 1 zavezniki. Šele ko jih je kupil Fiat, so se znašli pod eno in isto streho, ampak Ferrari je začel prevzemati tam konec 60-ih let, Alfa Romeo je pa prišel pod skupno streho v 80-ih letih prejšnjega stoletja. A sedaj ste slišali zgodbo, ki je vsem nam znana. A na tej točki je vstopil Audi, ki ima zaenkrat manjšinski delež. In kar naenkrat bomo v situaciji, kjer Alfa Romeo daje ime ekipi, ni pa lastnik,
Ferrari je dobavitelj pogonskih sklopov, Audi v ozadju je pa zaenkrat manjšinski lastnik. Če bi takoj postali večinski lastnik, verjamem, da bi bilo kar nekaj zgražanja in težav. A kljub temu, da so manjšinski lastnik, smo sedaj pred izjemno paradoksalno situacijo. Namreč Audi bo od sezone 2026 naprej tudi dobavitelj pogonskih sklopov. Ampak sedaj pri ekipi Sauber Alfa Romeo F1 Team bodo imeli do konca sezone 2025 lepo priložnost, da bodo pravzaprav videli in tudi opazovali, kako pri Ferrariju rešujejo mnoge zadeve. In govorim o malenkostih, ki so pa lahko bistvene, od tega, kako so postavljeni hladilniki, vse periferne zadeve, ki so lahko komu izmed vas dolgočasne, ampak videli smo pri Red Bullu v lanski sezoni, kaj lahko napravi ena majhna črpalka, ki je napačno sprojektirana. In pri Audiju bodo seveda plasirali v ekipo Sauber inženirje, ki bodo imeli odprte oči. In ko se bo razvijal nov pogonski sklop, seveda hiše 4 prstanov, bomo videli, da pravzaprav ne bodo več odkrivali tople vode. To bodo za njih naredili lepo pri Ferrariju. In to je zopet en dokaz, kako bodo lahko pravzaprav pri Audiju bili pravi konstruktor. Pravo tovarniško moštvo, ki bo poleg tega pridobilo marsikatero legalno bližnjico, samo zato, ker na začetku te zgodbe oni, ki so govorili o tovarniškem moštvu, niso bili zgodbe sposobni pripeljati do konca. In zopet vidimo lep primer, kako v Formuli 1 nedokončane naloge se lahko vrnejo pravzaprav kot bumerang. Zato velja seveda si zapomniti, da dane cilje je v Formuli 1 treba doseči. Nekaj na pol pripelje do takšnih paradoksalnih situacij. A menim, da zgodbe seveda še ni konec in verjamem, da bo zanimiva. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.